druži, pa da bomo lepo sprejeli v ta naš prostor med dvema galerijama, ki je prav tako zanimiv. Jaz mislim, da nam bo danes lepo in krasno. Tukaj torej dobrodošli naši gostje iz Idrije. Tam se je skril direktor muzeja, Miha Kosmač, je danes čisto v drugi vlogi. Ja, naš dragi kolega, in sem zelo vesela, da je to sodelovanje uspelo, da smo recimo res lahko mi čez poletje predstavljali teh vaših 1000 zgodb za vaš muzej, pa potem enkrat bomo tudi mi se odpravili tja. Pa tudi to, da dejansko nas zdaj čaka ta interpretacija in zgodbe, nekaj, kar se mi zdi, da v muzejih najverjetneje delamo premalo, ali pa recimo moramo imeti res eno dobro okolje, da lahko kaj takega naredimo, da se združijo pripovedi, da v bistvu se vse poveže eno tako zanimivost, kot je ta predstava. Jaz sem pa zdaj ugotovila, ko sem odprla, da je pač dramsko besedilo pripravila pokojna Alenka Bole-Vrabec, ki je bila tudi velika prijateljica nas, po Savju, zaradi naše Josipine Hočevar. Tudi midve smo bili kar veliko v stiku, ker sem se jaz pa z Josipininim življenjem ukvarjala. Ona pa tudi je bila ena izmed tistih, ki je ves čas želela izpostaviti ženske znane, neznane, tiste, ki so v življenju marsikaj preživele in smo jih večkrat tudi pozabili. Tako da to se mi zdi pa tudi zelo lepo, in sem se tudi nekaj novega naučila. Tako da jaz veliko ne bi govorila, ampak bi kar povabila kustosinja, oziroma od avtorca in sedaj gospod. Prosim. Za tako krasno predstavitev in tudi publiki, z nekateri se že poznamo, se danes vidimo drugič, tako da res iskrena hvala Savskemu muzeju Brežice, tako direktorici Alenki Černelič-Krušelj, kot tudi kustosu Boštjanu Kolarju, s katerim smo vse skupaj pripravljali. Morda, oziroma nekateri zagotovo, ste si že ogledali razstavo En muzej 1000 zgodb, s katero gostujemo pri vas to poletje. Prav za konec smo pa pripravili še uprizoritev, ki temelji na arhivskih virih iz zgodnjega 18. stoletja. Za ta zaključek te razstave smo si izbrali en krasen dan, kaj pa drugega pritiče enim divjim babam, dve sva že tukaj, in pa tudi sicer Marina Melchiorca, ta zgodovinska osebnost dejansko izhaja iz Šebrelj na Cerkljanskem, tik pod njimi pa leži jama divje babe, kjer so arheologi našli neandertalčevo piščal, se pravi najstarejše glasbilo na svetu. Pa ta domnevno bomo kar izpustili, ker verjamemo, kako tudi je. In veste, da naši kraji so pravzaprav zaznamovani, pa še danes odzvanja ta UNESCO-va dediščina živega srebra, tako osnovni, nesnovni, nematerialni, zlasti tehniški dediščini tudi. In pa seveda idrijska čipka, ta njen drugi pol, nekje zadaj se pojavi še obris rudniškega gradu Geverkenek, gradu brez grofa, ki je predstavljal stoletja dolgo sedež rudniškega gospodstva oziroma rudnika živega srebra. In na tem gradu so se začele goditi take skoraj neverjetne stvari. Kaj pri tem, zakaj je ta zgodba tako navdihujoča? Zato, ker je res povezala neke elemente dediščine, ki je toliko značilna za naše kraje. Tudi sama Marina, ali pa Marija Melchiorca, ona je že na začetku teh zaslišanj, ko so jo zgrabili kot tihotapko, niso pa vedeli, kako globoko je imela prste v marmeladi, a je bila tudi ena od glavnih pri vsem tem. Seveda ni znala pisati, ni vedela, koliko je stara.
opisujejo jo pa kot zelo staro beračico. In ja, gotovo njen izgled ni bil najbolj bleščeč, kar je glede na težko življenje tudi razumljivo. In iščemo vedno nove in drugačne načine, kako naše delo predstavljati javnosti. Včasih se morda preprosto zgodi ta čarovnija, da se najdejo tudi pravi ljudje. Tako da nekega dne sta naš muzej obiskali tako gospa Pavšič kot gospa Bole Vrabec z že pripravljeno idejo, da bi na podlagi zgodovinske študije oblikovali neko krajšo prizoritev. In s to prizoritvijo smo želeli na nek način približati našo vsebino čim širši javnosti. Alenka se je žal prav vmes med samim, ne vem, če je bilo 14 dni potem, ko je oddala besedilo, za to prizoritev tudi dokončno poslovila, kajti prvenstveno je bilo mišljeno, da bo predstavo tudi režirala ona. Zato je te vajeti prevzela v roke njena tesna sodelavka od prej. Veliko so sodelovali tudi v gledališču slepih Mateja Mlačnik, ki je tudi opravila odlično delo. To kar zahtevno vlogo Melchiorce, tega enigmatičnega imena, ki pa v resnici najbrž pomeni Mihovka, Mihova Marina. Če prevedemo iz nemščine, vanjo je postopila Metka Pavšič, ki se je dolgo ukvarjala s socialnim delom v domu starejših, je pa kasneje tudi magistrirala na Akademiji za glasbo, radio, televizijo in film pri profesorju Tomažu Budenšu. Tako da prav veliko besed ne bom zdaj več uvodoma izgubljala, kakšno bom dodala še na koncu. Dodala bi morda pred samim začetkom samo še to, da ko smo načrtovali to prizoritev, smo si res želeli, da bi bili lahko prijazni do publike čim bolj bi mogli. Zato se v našem programu nahaja tudi kratek izpis v sami brajici, morda še bolj kot za same uporabnike, ki potem prostodušno priznajo, da jo le redki v resnici tudi berejo. Morda za nas dobimo malce občutka, kako malo stvari lahko spravimo na tako količino papirja, kar se pa sicer na en format A5. Zato bi vam zdaj na začetku, sploh ker smo ugotovili, kako odlično se obnese pri čisto vseh, od malih, ki še hlačajo, pa do starejših obiskovalcev, prebrala kratek zvočni opis. Sredi odra, na tleh, je približno 5 kvadratnih metrov velika, nesorazmerno oblikovana packa rdečega blaga. Simbolizira kri in cinobaretno rudo. Na sredini je pod blagom zaznati meter dolg in pol metra širok kvader, ki deluje kot grob. Na njej skrčeno na boku leži ženska. Roka in noga ji visita čez rob. Oblečena je v belo bluzo z naborki na rokavih, nosi črno krilo, belo podkrilo in rjav životec. Zavezan ima temno moder predpasnik s potiskom drobnih Ne biriča, pa še fotrati jo morajo. Komu je pa soda sloha wadhauru? Še sploh, da se na vaji hudiče, bi rečel se, pa zmišana je tudi, enkrat da je leh prav, enkrat da ji teče mlada krepa želeh, vedeti je pa kakšno staro klose, babenca zmišana.
A si marate misliti, kako je ta trapon hauru od mene? Njegova žena mi je enkrat zabrosila, da sem ein alte svaj, eine Bäckerin. Ja. Vej, ka bladan pršu, da mene višu. Čez neki cajta mi je pa žena od sodnega sluha pa vida, da sa lepan dan pa tistim, ka sa mene privlikli na hrad, se pravi na Štefanov, pa lavili še vse ta druge lumpe. V lukne so vtaknili kamnusovha Matijata, prkavž ga Hatineta, kavščev Janez je pa z obema pubama pa brisal. Ali en dan pa tistim, ka sa mene privlikli na hrad, sa privlikli tudi neh, mal pa Silvestru sa Hašperjem, pa Toneta privlikli na hrad. Brž se je videl, da sta se pa dila odplačila. Kaj se je pa zgodilo v resnici? No in iskren odgovor je, da ne vemo. Melhi vam je v svoji zgodbi pravzaprav povedala vse. Večina stvari, ki jih govori, je dejansko iz teh zaslišanj. O sinu, o kameradih, o tem, kako jo je upravitelj Steinberg skušal obžaloval, da ne more mučiti, ker je v tako bednem stanju. Pa o tem, kako se oblasti vedno spravijo na male ribe, velike pa pobegnejo. In še po skoraj 300 letih se lahko z njo pravzaprav kar strinjamo, da bo vedela marsikatero resnico. Tudi to, kako neskončno bila navezana na svojega sina Florjana in da ne glede morda na vtis neke malo posebne, nespodobne, čudaške ženske, je še kako zelo dobro vedela, kaj pomeni to ljubezen. In ko je Melchiorca naštevala možne kazni, vse te je Steinberg tudi v resnici imel v igri. Res pa je tudi, da je bila Melchiorca zaradi svojega usmiljenja vrednega stanja morda deležna tudi nekoliko usmiljenja. Tako da, ja, če si želimo iz te časovne distance malo pogledati, kaj se v resnici takrat zgodilo, si želimo, da bi prizanesli, seveda, da bi se pokesala. Zelo tanka je meja med tem, ni prav, da so knapi kradli, ni prav, da je Melchiorca pri tem švercala in sodelovala v to pretvezo, je pa to življenje v idrskih hovcih, pa še brejlenskih, bilo v resnici zelo nenaklonjeno, zelo težko, tako da delno to izjemno težko socialno situacijo tistega časa tudi razumemo in ne obsojamo. Danes pa še lep večer. Hvala. Vprašanje, ne? Ker smo v taki lepi družbi, pa se mi zdi, da je še ta priložnost, ali pa kakšen komentar, ali pa kaj, ne? Bomo šli pa še po vinčka, lahko pa ga tudi notro prinesemo, kar nam